Tudi danes zaključujemo današnjo oddajo z eno od izjemnih zdravilnih rastlin sveta. Jelena Dimitrijevič nam bo danes predstavila Camu Camu, rastlino, ki je izredno bogata z vitaminom C, kot tudi ostalimi antioksidanti, aminokislinami, bioflavonoidi, vitamini in minerali. Camu Camu je grmičevje, ki raste v zelo težko dostopnih predelih amazonskega deževnega gozda in 4 mesece tudi raste pod vodo. Potem domačini s kanuji pobirajo Camu Camu, ki je zrel, zrele sadeže jih posušijo in zmeljejo v prah. In to je v bistvu divji Camu Camu. In je ogromna razlika med divjim Camu Camujem in tistim, ki raste na zemlji, predvsem v sami sestavi nutritivnih snovi in vsebnosti vitamina C. Vemo, da je Camu Camu rastlina, ki vsebuje največ vitamina C na celem svetu. Tudi v primerjavi recimo s sintetičnim vitaminom C, ki ga poznamo kot askorbinska kislina, so neverjetne razlike. To tudi dokazuje študija, ki je narejena na Japonskem leta 2008 na kadilcih, ki so jemali tudi Camu Camu in sintetično obliko vitamina C. Tisti, ki so jemali Camu Camu, so zmanjšali oksidativni stres in poškodbo celic. Nažalost, tisti, ki so jemali sintetični, pa niso občutili nekih posebnih pozitivnih sprememb. Zakaj bi sploh jemali vitamin C? Predvsem zaradi tega, ker rabimo zaščito našega imunskega sistema, tudi proti virusom, bakterijam, virusom herpesa, za boljšo absorpcijo železa, hkrati tudi za delitev celic in za proizvodnjo kolagena. Naše vezi, tkiva, kite, tudi sklepi, koža so odvisni tudi od vsebnosti vitamina C. Hkrati tudi nekateri hormoni, tudi hormoni ščitnice, pomaga nam seveda tudi, da okrepimo svoje telo in da se borimo proti prehladom in gripam. In marsikaj več od tega. Se pravi, pomembno je tudi povedati, kako jemljemo vitamin C, ker vemo, da se vitamin C tudi izloča zelo hitro iz našega telesa in ga ni treba pojesti vsega naenkrat. Se pravi, če vzamemo Camu Camu, v eni čajni žlički imamo približno tam nekje 400 mg vitamina C. Za normalno osebo, ki nima posebnih zdravstvenih težav, je to zadostna količina, ampak zdaj v tem času, ko so prehladi, gripe, mogoče treba pojesti nekaj malo več tega. Razporedimo čez dan, recimo zaužijemo tam nekje 2 do 3 čajne žličke. Če pa smo kadilci, imamo kakšna avtoimuna obolenja ali recimo športamo, smo noseči, takrat je te količine treba povečati vsaj recimo za na 1000–1200 mg na dan. Zmešamo z vodom ali kakšno svojo poljubno tekočino in spijemo. Če imamo Camu Camu, nam ni treba skrbeti. Veliko nasvetov smo vam ponudili danes, naj vam pridejo prav, ko jih boste potrebovali. Z novimi nasveti bomo z vami spet naslednji mesec. Nasvidenje do takrat.